Namen današnjega obiska je, da smo v občini Sevnica postavili tako imenovani varuhov kotiček, kjer lahko občanke in občani se seznanijo z našim delom, z delom varuha človekovih pravic, tudi v analogni obliki, se pravi ne zgolj po spletu, da nas kontaktirajo, ampak tudi v pisni obliki. Na tem kotičku je prednatisnjena pobuda, ki jo človek, ki ocenjuje, da so mu kršene človekove pravice, izpolni in pošlje na naš naslov. Potem imamo zgibanke, v katerih pojasnjujemo, kaj varuh lahko stori, česa ne more storiti, zakaj varuh sploh obstaja, tako da občanke in občani vidijo, da so pristojnosti varuha dejansko na vseh porah življenja, naj si bo v državnem smislu ali na lokalnem nivoju. Obisk varuha človekovih pravic v občini Sevnica je pomemben tako na simbolni kot tudi na praktični ravni. Na simbolni ravni, da nekako skupaj z varuhom spremljamo stanje človekovih pravic, pravic posameznika v vseh obdobjih življenja, v vseh socialnih statusih in vseh okoljih v Republiki Sloveniji. Na praktični ravni pa tudi, kajti odprla sva nekatera vprašanja, ki se pojavljajo, pravice, ki se pojavljajo oziroma ki so nekako na preizkušnji. V tem času v občini Sevnica nimamo večjih težav, ampak vedno je potrebno jih reševati takrat, ko so manjše, ko se pojavljajo, ko se najavljajo. To so pravice z področja sociale, pravice z področja tujcev, priseljevanja, zaposlenih in tudi pravice tistih, ki jih spremembe v družbi nekako vznemirjajo in s tem se počutijo nevarne. In zato je pomembno, da varuh človekovih pravic tudi večinske prebivalce nagovori, kako želi, da se družba kot varna družba razvija. Sevnica je pridobila certifikat najbolj varna občina in zato tem ciljem res sledimo in želimo, da smo res varna občina tudi v prihodnje.